Upam, da dobim kmalu tudi kakšen testen termin, da se z njimi pobliže spoznam. Današnji vlog bo precej tako francosko obarvan, zato ker bi najprej rad upozoril na eno tako fino slovensko premiero. Namreč v naše konce je končno prišla znamka DS, zraven so se poklonili tudi izvirni boginji, ker La DS, to po francosko dejansko pomeni boginja. Ne znam francosko, to sem se naučil, ker sem nekje prebral. Kar se pa teh novosti tiče, poglej, Citroen, oziroma lažem, znamka DS, ki je samostojna, tako kot recimo v okviru Seata znamka Cupra, je v Slovenijo pripeljala dva avtomobilska modela, pa več njihovih različic. Eden je DS3 Crossback, drugi je pa DS7 Crossback. Izvedenki je več, tega lahko dobiš tudi kot izključno električnega, z baterijo, mislim, da zmogljivosti 50 kWh, dosegom 320 km, tega pa kot priključenega hibrida, z manjšo baterijo, 13,2 kWh zmogljivost, za doseg zdaj ne vem več. So pa vsi avtomobili zelo zanimivi iz več razlogov. Mene poznaš, ne? Jaz padam na detajle in toliko, ker sem jih recimo za foro najdel tukaj pri DS7, a se ti hecaš. Ne bom zdaj vseh kazal, ampak ko prižgeš avto, se led žarometi recimo obrnejo za 180 stopinj, žarnice se ti pokažejo, ful dobro zgleda. V kabini, ko zaženeš motor, se lepo za 180 stopinj obrne ura. Feltne, sedeži, armaturna plošča, različni stopnje opreme so tiste, ki naredijo vtis vsaka na svoj način. Mimogrede, vse te opreme jemljajo navdih iz različnih, če sem prav razumel, arhitekturnih podvigov v Parizu. Se pravi, so Francozi znamko res tesno povezali s svojim glavnim mestom, kar se mi zdi ful dobro. Zdaj pa preden se posvetim novincem, bi kakšno besedo namenil še izvirniku. Leta 1955 jo je Citroen predstavil na takratnem avtomobilskem salonu v Parizu. In pazi to, samo v prvih 45 minutah po predstavitvi so sprejeli že 749 naročil. In že na začetku so se držali tistega slogana, v katerem pravijo, da ne posnemajo, ne sledijo, ampak ustvarjajo svojo izvirno zgodbo. In to, kar je zagotovo veljalo za ta avto, to naj bi držali tudi za novince. Tukaj seveda treba poudariti, da avtomobila za mano nista zdaj neka izredna novinca, sta pa novinca za slovenski avtomobilski trg in jaz jih bom na takšen način tudi jemal. Upam, da dobim kmalu tudi kakšen testen termin, da se z njimi pobliže spoznam, zdaj pa da pokažem kakšen detajl. Predvsem se vse skupaj, kar se dizajna tiče, fokusira okrog ene besede oziroma okrog enega vzorca, to je pa diamant. Ne sam zunaj na maski pri DS7 ali pa pri DS3. No, pa uradno ime je DS7 pa DS3 Crossback, mimogrede pri DS3, Se spomniš, kje smo tole plavut morskega psa že videli? A veš kje? Pri prejšnji DS3, pri kombi limuzini. Zdaj pa če stopimo v kabino, pazi, en detalj so recimo kljuke. Če ti izbereš ta pravo stopnjo opremo, kljuke pridejo ven. In v tem primeru se zgodi tak 6 cm odmik kljuke v primeru, da se avtomobilu približaš na manj kot 1,8 metra. Ta avtomobil s tem dodatkom ni opremljen, zato moraš narediti tole. Priješ do kljuke in jo pritisneš, zagrabeš. In ko sem prej o tistih diamantih govoril že zunaj, poglej, v kabini se ta tematika nadaljuje. Takole izgleda sredinska konzola. Moram reči, da mi je dizajn zelo všeč, zdaj bom uporabil pa še eno zelo veliko besedo, ki sem se jo danes naučil. Veš, predstavniki znamke, ki so govorili o kabini, so rekli, da je tale tip dekoracije imenovan giljoširana dekoracija. Jaz to besedo prvič slišim, sliši se fancy. Pa še kabini, moram reči. Detajlov je pa milijavžent, od gumba za zagon motorja, ko utripa s tako rdečo lučko, zdaj mislim, da ni ključa avtomobilu, ne moram pokazati. Všeč mi je, da so materiali so fini, Alcantara, seveda so odvisni od nivoja opreme, Alcantare imaš lahko polno v DS3, recimo tukaj na armaturni plošči, vidiš, ali pa tudi v DS7, a gremo še v avto pogledati. Evo, pogled, takole izgleda kabina, preden se posvetimo eno detajlu. Pravijo, da so se oblikovalci kabine zgledovali tudi zelo po svetu urarstva. V tem primeru gre za črpanje navdiha iz paščka za uro. Zdaj pa preden pokažem tale detajl, sorry, Tole more pa dol, a se strinjamo. Zdaj pa pazi to. Pridi, pokaži se. A, stari. To pa ni kar tako. Drugače pa oblikovalski jezik v DS7 Crossback zelo podobno tistemu DS3, samo so gabariti malo bolj obširni. Pa ker sem jaz malo počel na Alcantaro, bi rad pokazal še v tej kabini. Prej si videl malo svetlejši stil, Tole je pa tista športnejša oprema, Performance se imenuje. Tukaj imaš pa tudi Alcantare poln na sedežih,
na sredinskem grebenu, na armaturni plošči. Tale look, tale stil, no tam je pa fejs zagrabil, zelo mi je všeč. Tako z lahkoto lahko rečem, da gre za eno tako fino popestritev avtomobilske ponudbe na naših tleh. Pri DS-u pravijo pa tudi, da bojo imeli poseben salon posvečen tej znamki. Za začetek za 1 leto na Baragovi 9, bojda bojo pa pripravili polen salon, ki bo večji, pa še bolj kompletno nudil vse, kar ta znamka zastopa, ko prije do storitev in prodaje. Zdaj pa čas, da gremo v drug del naše francoske zgodbe tega vloga iz DS-a k Renaultu. Zdaj bom pokazal, zakaj. Avto, o katerem bom govoril, parkiran malo naprej. Opa, stari. Ta feltna, ta barva. Ok, gremo naprej. Valjda ni Mercedes, ne, ampak je Renault Koleos. Zakaj na testu? Zato, ker je bil prenovljen. Oblikovno se mu to niti ne pozna toliko, tehnično pa že ima bolj. Ok, pem. Pa mogoče bi kar preden speljem poudaril enega glavnih adutov tega avtomobila. Gre za prostor, vključno s prtljažnikom. Zdaj, če se sprašuje, zakaj vozim voziček za gibalno oviranje, atmosferci smo snemali en video, ki je povezan z alkoholom in vožnjo in potencialnimi posledicami v primeru, da se to zgodi. Zato. Drugač pa kufer je zelo lepo dostopen, jaz sem mogoče eno malo zamero, ki pa ni bistvena ali pa ne bi smela vplivati na to, da se nekdo odloči za avto ali pa ne. Tale prak je precej širok, vidiš, tukaj imaš koliko? Dobrih 10-12 cm karoserije, pa potem še malo plastike, ampak je tudi primerno zaščiten. Predvsem pa je odprtina zelo velika, prtljažnik je zelo dobro dostopen. Valjda gre za električno odpiranje in zapiranje. Prezenca tega avtomobila, tudi zaradi zelo markantnega sprednjega dela avtomobila, je jasna in taka bolj in your face, kar konec koncev velja tudi za dosti manjšega Megana, ne, ampak ta gobec ne pozabiš hitro, ne, pa tudi zelo hitro ga prepoznaš, če ga vidiš v vzvratnem ogledalu. Prostornost kabine, ne, ki sem jo že prej omenil, je izrazita tudi v sprednjem modelu, ker mimogrede krljujeta dva precej obsežna sedeža, ki na en način lahko presenetita malo ali pa zadovoljita tudi z detajli. Ne. In zdaj je tudi ta pravi trenutek, da povem, kam sodita te dva sedeža. Ne. Oprema je Initial Paris, to je najdražja oprema, ki jo v povezavi s Koleosom sploh lahko dobiš. Na to opremo te avto pozori tudi, če preden noter stopiš, ne. Jasno piše. Predvsem pa ne, sprednja sedeža sta velika in zelo udobna. Ampak enako velja pa za drugo vrsto. Stari, mehkoba sedežev tukaj, z lahkoto gremo kam daleč. Ampak s tem mislim res daleč. Mimogrede zelo veliko strešno oko, ki je v tem trenutku zaprto. Pa tudi placa je tukaj v drugi vrsti res velik. Za noge, za ramena, za glavo, kakor češ. Jaz sem se pa hotel že odpeljati, ampak če že imamo na voljo en tak lep ambient tukaj pri Vili Bled, ostanemo še malo tukaj. Med prednosti tega avtomobila štejem prostor, konec koncev tudi udobje. Čeprav pri vozni dinamiki bi rad eno stvar poudaril, ne. Blaženje je več kot dovolj. Pravzaprav tudi s slabšimi podlagami se še kar dobro razume. Malo mu pa zameram to, da blaži pa malo preglasno. Se mi zdi, da s podvozja pride preveč enih motečih decibelov. Ko beseda nanese pa na kabino, na ambient, tukaj pa moram priznati, da se Koleosu leta pa vsem že malo poznajo. Renaultov vmesnik, recimo, bi si počasi že zaslužil posodobitev ali pa prihod naslednje generacije, ki bi pomenila tudi boljšo odzivnost. Ponuja vse tisto, česar bi si lastnik, uporabnik vozila želel, ne? Ampak polk, ki pa začneš primerjati s tem, kar ponujajo nekateri od tekmecev, pa hitro ugotoviš, da je vse malo počasen, ne? Ampak njegova vsebina je pa vsem bogata. Poglej, sedeži ponujajo masažo, ki jo lahko tudi nastaviš. Kup enih stvari, ki ti tako ali pa drugače lajšajo vožnjo, da ne govorim recimo o pripomočkih, ki jih lahko vklapljaš ali izklapljaš. Opa, čakaj, tole pa jaz nucam. Pa sem pa tja se srečal z materiali, ki, to moram priznati, v ta avto, v ta velikostni razred, pa tudi k tej opremi, ne, preprosto ne sodijo. Tukaj govorim predvsem o tisteli konzoli s tipkami za spuščanje pa dviganje šip. Tale panel tipk v Nissan Micri prenašam zlahka, tudi v Juku. Ampak tole, ta plastika v Koleosa s to opremo pa res ne spada. In kaj mislim, čeprav to verjetno nikoli ne bi priznali, ne, da se s tem potihem strinjajo tudi na Renaultu. Ok, gremo naprej. Kar se pogonskega sklopa tiče, je predvidljiv in je takšen, kot bi si ga v takmu avtu tudi jaz želel. Gre sicer za klasičen 2-litrski dizel, pred prenovo ima 130, zdaj ima 140 kW moči, je več kot dovolj. Menjalnik je samodejni, pravzaprav gre za CVT izdelek, ki zelo dobro simulira vseh 7 prestav, ki jih ponuja. Ta menjalnik oziroma to tehnologijo si Renault valjda deli z Nissanom. Jaz sem načeloma z odzivnostjo, s prilagajanjem vozniku zadovoljen. Mislim, če bi jaz kupoval ta avto, bi hotel imeti ta menjalnik
in točno ta motor. Pri porabi goriva si že navaden, da od mene ne dobiš kakšnega hudo relevantnega podatka, ne, ali pa je ta razpon zelo velik, tudi stokrat je tako. Od 6,8 do 7,6 je bila poraba, ustalila se je tam na 7,4, 7,3. A ja pa da nor rekel, da sem pozabil na ceno, dobrih 40 jurjev. Kaj ta podatek o ceni dejansko pomeni, ko ga enkrat umestiš v kontekst povedanega, to se pravi dizajn, prostor, tehnologija, motor, pogon, to si moraš seveda sam odločiti. Poglej ga, eden od DS-ov zapušča prizorišče, adija. In to je to. To se pravi, nekih res hudih zamer ni. Kabini se že malo pozna, da je starejša, ne. Prostora je veliko. Malo me je presenetila druga vrsta. Sem rekel ženi, če zapelje kakšen kilometer, da se jaz zadnji usedem. Sem rekel, ok, tega nisem pričakoval. Res fajn. To je to. Moram pa jaz voziček vrniti. Pa tale vlog se tudi počasi lahko že zaključa, ne. Je bil zelo francoski. Ajde.